Ta mikroskop nam omogoča vpogled v atome. To pomeni, ločljivost mikroskopa je dejansko taka, da ločimo dve vrsti oziroma koloniji atomov, ki sta pač narazen tam reda velikosti angstrem, malo pod, malo nad. To pomeni, ločljivost tega mikroskopa je bistveno boljša kot vseh mikroskopov, ki jih je do zdaj Slovenija imela. Danes ugotavljamo, da so lastnosti materialov povezane z strukturo in kemijsko sestavo na atomskem nivoju. Že ena vrsta atomov, ki tvori nek defekt, lahko pripelje do čisto drugačnih lastnosti. Prava pot je, da mi neko sintezo, katero poznamo čim več parametrov, skušamo ugotoviti, kaj smo zdaj dobili, kakšna je struktura. Kot smo rekli, večkrat je zelo pomembno tudi na atomskem nivoju, kakšna je struktura. In ko se enkrat naučimo, kako ta struktura vpliva na lastnosti, se tudi naučimo, kako ta sinteza, kaj sintezo moramo narediti, da dobimo to strukturo. Mi smo krog zaključili. Skratka, v principu znamo krojiti lastnosti materialov preko te vmesnega študija z tovrstno opremo, s takim mikroskopom. Problem tega mikroskopa je, da je zelo drag. Cena je 4 milijone evrov in to si redko kateri inštitut, sploh pa skupina, lahko privošči sama. Brez takega mikroskopa je pa danes razvoj novih materialov praktično nemogoč. Brez take opreme zaostajamo 5-10 let za svetom. To pomeni, ta mikroskop nas je nekako res pripeljal v stik. Zdaj še vedno lovimo najboljše laboratorije po svetu, ampak imamo možnosti. Imamo možnosti delati vrhunske preiskave in seveda s tem tudi vrhunske objave. Smisel tega mikroskopa je, da čim več dela. To je oprema, ki zastara v 5 letih. Taki mikroskopi delajo po 20-30 let, ampak razvoj gre toliko hitro naprej, da enostavno v 5 letih smo spet odzadaj. To pomeni, da v teh nekaj letih, kar nam še ostane, dokler ne bo zastarel, moramo čim več narediti. In čim več pomeni s kolegi okrog, z drugih inštitutov, s kolegi iz drugih držav, skušamo pač čim boljša dela tukaj delati. To pomeni, mikroskop je načelno odprt, delamo nekako na osnovi projektov. To pomeni, kdorkoli se lahko prijavi, predstavi svoj problem, nekako potem mi ocenimo, bi bilo to delo potencialno uspešno ali ne. Mikroskopija je neka mešanica znanosti, umetnosti in obrti. Zdaj, jasno, skušamo biti čim bolj znanstveni, seveda smo. Torej, podrejeno je to znanosti, ampak brez nekega občutka ali pa nekih izkušenj, to je ta obrtni del, brez tega znanja ne morete dobiti maksimalno iz tega mikroskopa. Delo mikroskopista oziroma tovrstno delo je res zelo specifično. Tudi niso vsi ljudje za to, oziroma vsi karakteri niso za to. Delo je tukaj v temi, v miru in jaz strašansko uživam v tem. To delo je mogoče še najbolj primerljivo potovanjem. Vi date majčken vzorček not in ga gledate pri povečavi 20-50 milijonov, to naenkrat rata veliko kot Zemlja. Vi potujete od vzorca do vzorca in iščete ali določeno stvar vnaprej, ki jo skušate najti, ali pa gledate, kaj je še zanimivega, kaj bi not našli. In ko najdete nekaj takega zanimivega, je to primerljivo z odkritji raznih grobnic v Afriki in podobno. Človek je poplačan za vse ure čakanja in vrtenja in potovanja tukaj. Tako da delo je zelo specifično, ampak tisti, ki smo v tem poslu, že vemo, zakaj smo.